Na Biotehničnem centru ste danes posadili jablano, ki ima poseben simbol, seveda ob tednu ljubiteljske kulture. Mogoče pa najprej nekaj besed o sami zvezi kulturnih organizacij Slovenije. Zveza kulturnih društev je krovna organizacija prek 5000 kulturnim društvom. V njih deluje 110 000 ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev na vseh področjih, od glasbe, likovne umetnosti, plesa, fotografije, filma in tako dalje. Sama ideja zasajanja jablane pa je že od začetka tedna ljubiteljske kulture, 5. ga letos obeležujemo po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu. In sicer jablana simbolizira dostopnost ljubiteljske kulture. Jablano posajamo na javni površini, skupaj predvidoma z župani, občin, predstavniki kulture, da ozavestimo to ljubiteljsko kulturo in pomen na lokalnem in na državnem področju. Sam teden ljubiteljske kulture traja od 11. do 20. maja in 20. maj je prvi svetovni dan čebelarjev. To združujemo in vesela sem, da so se danes pridružili dogodku tudi čebelarji, kajti jablana in cvetoča drevesa in čebele so neločljivo povezani. Jablana pa, kot sem rekla, simbolizira ljubiteljsko kulturo. Njeni plodovi na javni površini so dostopni, tako kot je ljubiteljska kultura dostopna vsem. Mineva 10 let, 2 dni nazaj, ko smo imeli otvoritev prve sončne elektrarne, takrat največje v Sloveniji. In lahko bi rekel, da energija povezuje s sonaravnim projektom tudi izobraževalni proces, kulturo in lokalno skupnost. In projekt Paplerjev Bobovec, ki smo ga kot rodovitno drevo ponovno oživeli ob 100-letnici smrti prednika Frana Paplerja in ob 160-letnici rojstva, ki prihaja iz teh krajev, iz Lipniške doline. In je to tudi najbolj avtohtona sorta križanec med štajerskim bobovcem in zlato prmeno. In je tudi najbolj odporna sorta, ki zdrži celo do junija in ga gojijo v borovnici in ga nadaljujejo širjenjem v Kozjanskem parku. Pravzaprav povezujemo ravno te niti med Gorenjsko in ostalimi kraji, občinami in nenazadnje tudi skozi Biotehnični center Naklo, ki je nosilec umnega gospodarjenja, kar je bil moj prednik. Takrat se je šlo za sadjarstvo in čebelarstvo. Bil je najbolj pomemben člen tistega časa na tem področju, saj je leta 1895 pravzaprav razvil to novo sadno sorto. In če to prenesemo v današnji čas, je tukaj nadaljevanje te sorte, ki sem jo želel že ob 100-letnici razviti v Radovljici, pa se je v Naklem prijela lansko leto, ko smo sadili prvo drevo ob domu starejših občanov in sedaj v Strahinju po 7 letih vse prav pride in smo dejansko to zgodbo tudi tukaj zaključili. Se je pa začela, ko je bila konferenca Vivus, kjer sem pravzaprav imel znanstveni referat, kjer sem pravzaprav poudaril, da so korenine prednikov pomembne tudi za nas in naše potomce, zanamce. Torej tudi skozi sajenje, skozi rodovitnost, stvari, ki nam v življenju veliko pomenijo, to pa je hrana, ki jo Biotehnični center s svojim izobraževalnim procesom povezuje za nove generacije.